Ja, ne vem, lahko je začnem. Si se spomnil v bistvu tega projekta. Ja. Torej, danes smo tle, zato da pač začnemo nek nov podcast. Ne vemo sploh, kako bo to delovalo, kako ne bo delovalo. Ker zaenkrat nimamo pojma, ne, o čem bomo govorila, ne, zakaj bomo govorila. To me je več ljudi sprašvali. Ne, veš. Ja, a si že povedal? Ja, par in sem tako rekel, ja, bomo menda nek podcast snemala. Pa me pa vprašajo, o čem bo pa šlo? Ne vem. Ker ne vem, ne vem, kaj bi ti povedal. Ne, sej, v bistvu jaz tudi ne vem, o čem. Ne. Bolj sem Ani povedal splošno tematiko. Bolj pa sam v bistvu vidim to, da se bova midva pogovarjala o stvarih, o katerih imamo v bistvu ful zapovedati, ali pa naj jo zanimajo. Ne. Ali pa mogoče o stvarih, ki naj noben drug noče poslušati. Ne. Tako, ja. Midva sva ugotavljala, kaj nama je skupno. Ne. Ja. 3 tedne nazaj, moja sestra, ko se je v bistvu pospravljala sobo, ker se je zdaj preselila v Berlin za pol leta, mi je prinesla tole. GIB, Gimnazija Brežice. Gimnazija Brežice, ja. GIB je bil časopis Gimnazije Brežice. In tle noter, to je najbrž v tem stripu, ne? V tem stripu, tako. Ja. Tukaj je najna skupna točka tudi. Najna skupna točka. Čakaj, zdaj moram pa pogledati ta strip. Tine je namreč do mene prišel s predlogom, oziroma ti si že imel, to si imel že ti dogovor, ne? Ti si imel pogodbo že podpisano. Jaz sem imel, pogodbo. Iskal sem ilustratorja, ne? S tem, da sem v bistvu to rubriko, ne? Kuhajmo skupaj. Kuhajmo skupaj. Sem dejansko, jaz bil ustanovitelj te rubrike v tem šolskem časopisu, ne vem, kjerga leta je to bilo, 2001, se mi zdi. No in bistveno je to, da pač jaz se nisem nikoli štel za zelo nadarjenega, likovno nadarjenega, za risati. Ne. Hočem samo to povedati, kak si ti tukaj noter prišel. Prišel si noter tako, da sem jaz takrat dobil job? Ne, likovnega, se pravi, ilustratorja, Marcel Starc. Ampak ker on je bil moj sošolc v osnovni, ne? In on je bil mal je tle, ne, te veze pa to. Mal veze, ne, in on je veljal, da zelo zna dobro risati, ne. In ko sem jaz njem dal ta job, ne, sem po 2 stripih bil tako razočaran nad njim, da sem rekel, Marcel, ti več tega ne boš risal. Prav tako, odpustil si ga. Odpustil sem ga in sem rajš sam začel risati, ne. Ampak sem vedel, da to ne bo šlo v nedogled in sem pač aktivno iskal novega ilustratorja in tadam, k sreči sem našel tebe, Rok. Ne vem, če pogledam svoje lastne risarske dosežke, takrat niso noben presežek, ampak zanima me tale naslov, ne? Ta naslov, ne? Čak, prej ti pokažem. Me zanima, a to si ti naredil ali je to ta Marcel naredil? Naslovnica piše, kuhajmo skupaj, na sredini je pa en velik lonec, poln neke brbotajoče brozge, pa ena kuhalnica vam gleda. Ali sem to celo jaz naredil? Po moji si, jaz se ne spomnim, da bi jaz delal. Jaz ziher tega nisem delal, mogoče Marcel, Lada si pa ti. Pa ne vem, kdo je to, mogoče Marcel, če poslušaš ta podcast, daj se jav pa povej, če si to bil ti. Dvomim, da bo poslušal ta podcast. Po mojem, jaz mu ga bom poslal. Boš mu ga poslal, ok. Kaj gremo še prebrati ta strip zdaj? Ja, daj. Še včeraj je bil prvi šolski dan, čez 3 dni pa bo že Valentinovo. V ta namen se je Mojca odločila, točno, imela smo eno Mojco. Ja, to sem še lepo videl, da ta lik je bil skos, ne? Ja, pa res, Mojca je ves čas. Se prav smo bila malo seksista, ne? Mojca je bila tista, ki je kuhala, ne? Ja, sam boš ti videl, koliko seksist si ti bil, ko si risal, ne? Vidim, tle vse. Ja, v glavnem ta Mojca je očitno bila recurring vloga, ki se je stalno pojavljala. Mojca je odločila, da vam bo pomagala pripraviti kroglice Rafaelo. Povedala mi je, da se ji zdi ta način najboljši, najslajši, kako presenetiti moža, ženo, ljubico, ljubimca, začasnega fanta. Neke svoje bolečine si tlele skozi tale tekst. Kjer letnik je to? 4. letnik. Ja, ne, takrat sem bil srečno zaljubljen, sicer. Ampak začasni fant, to vse je neki... Neki si hotel nekomu sporočiti. Ne, provokativen sem. Provokativen si bil, vse to si pa rad bil, ja. Ta
Mojca ima očitno ogromno enih snubcev ali ljubimcev, ali pa vsaj potencialnih ljubimcev, mogoče začasnih fantov, ki kar stojijo v vrsti, medtem ko ona sedi na eni klopi. Pol naslednja slikca je cel recept, pa pač par smešnih for noter. Kaj pa zdaj? Ja, pač kuha z tem varilcem, očitno. S kakim varilcem? Varilcem, ali? Očitno nisem vedel, kako varilne naprave delujejo. Takrat sem mislil, da to je kar... To je flamethrower. Ja, ampak vidiš, ko ima zaščito. Ja, no se vidiš, da je zabaven strip. Zabaven strip, ja. In pol je en masira, medtem ko je ona gola, kokos tam odprt. Ja, no. Moram reči, da 5. slika je izredno provokativna. To je čisto v tvojem stilu, ne? Čisto v mojem stilu, ja. Ne bom nič več povedal. Lej, če koga zanima, v show notesih ne klikne, pa si pogleda slikco, pa bo videl, kako provokativn je ta strip. Ampak ok, cool. Koliko sem bila stara? Ja, pa ti en let več, ne? Ja, jaz sem bil 19, pa menda. Mislim, da me popravi mogoče, če se spomniš. Jaz sem vedno zasnoval pač v bistvu zgodbo, tebi sem pa pustil proste roke, da rišeš, ali sem ti dal usmeritve? Jaz mislim, da si celo mi dal ves tekst. Jaz sem pa pol okoli tega teksta se igral, da je bil ta tekst provokativen v slikci. Tako ja, tekst igral sem se s tekstom, ne? Ja, jaz sem zgodbo sestavil, ti pa v bistvu... Ja, vse tu piše od spodaj, risal Roksanda, pisal Martin Blazinšek. Ja. Ker se mi zdi, da mi je bilo fora to, ne, da ti si recimo napisal povaljamo, ne, pa sem bez počrtal povaljamo, ne, da si s tem poudaril kakšne seksualne konotacije, ne. Na zdravje. Na zdravje. Ja, smo v Kildru Biker bara, ne? Ja. To je Rock Biker bar Cafe Krško. Bomo tudi dali link do Biker bara. Tle imajo en tak fin prostor v kleti spodaj, kjer pač lahko gre človek malo stran od vseh nori tega sveta, od vseh ropotajočih motorjev, ki so gor parkirani. Zdaj se je začela sezona, ne? Poletje je pred vrati, ne? In moram reči, da je kar kul tle, no. Ja, meni tudi všeč. Ko smo se začeli pogovarjati o tem, kaj vse bi lahko na tem podcastu govorila, smo delali malo plane, mi je Tine povedal eno zgodbo o sebi, ki se mi je zdela čudovita, sicer žal mi jo je že enkrat povedal, pa upam, da bo zdaj lahko rekreiral tisti pogovor, ker se mi zdi, da kar precej dober opiše njega kot osebo, no. Ti si edini, ki pri vas doma ribe pripravljaš, je res? Ja. Zakaj edini, ki pri vas doma pripravljaš ribe? Bom bolj v bistvu se osredotočil na primarno družino. Tako da... Čakaj. Preden gremo v ribjo kost, pojasni mi, kaj je zate primarna družina. Pojasni mi to. Zdaj še enkrat v bistvu bi tukaj pozdravil svoji sestri, Tajdo in Jolando, mamo in očeta, ne? Še posebej pa v bistvu sestri, zato ker sta najbolj užaljeni ob tem izrazu. Primarno družino štejem mojo ženo, Anjo, in moji 2 hčerki, ne? Ja. Vse ostalo, ne, pač vsa ostala družina je pa pač se deli. Ne. Vse ostalo je balast. Ne. Se pravi, potem tista ožja družina, ki je bila pač včasih primarna, je sekundarna, ne? Itak. In to je to, no. Ja, okej, in zakaj so užaljene one? Ja, zato ker niso v primarni družini, ne? Pač ker s tem sem pač javno povedal oziroma izrazil, da moja primarna družina mi največ pomeni, ne? Pač še primarna. In kaj, to si enkrat pač jih poklical po telefonu? Ne, enkrat smo sedeli na kosilu, pa smo se nekaj menili, ampak pa je zelo težko ločiti, mislim... Kaj si rekel, zdaj bom pa podal krompir svoji primarni družini, ki mi več pomeni od vas sekundarne družine. Kako je prišlo do tega? Ko teče pogovor in pol ne vem, kak je prišlo na to, sem rekel pač moja primarna družina, ne, takrat potiče družinsko. Tako. Ja, mogoče imam to težnjo, da rad označim stvari, ne, label pa to. To je res, ja. Face label maker, ja. Sem, ne. Viš, to je pa negativno mogoče, ne. Ne nujno, pač tak si. V glavnem, in sem pač... Moraš sprejeti sebe, Martin. To sem se pa zdavni že, ne. Sem imel s tem ful težav. A ja? S sprejemanjem samega sebe? Ja. Tako da poenostavim stvari, jaz rad pač
predalčkam, poenostavim, ne, da ko rečem, ne vem, smo delali pa to, kdo je pač moja primarna družina. Ne. Ker primarna družina je tako fejst klinično, ne? Ja, pa hkrati provokativno. Ne. Res je. Aha, torej malo zanalašč. Ja. Aha, ok. Sploh zato, ker si pa videl, da jih moti, ne? Ja, pa zdaj vedno več ta izraz uporabljam. Koga najbolj moti to? Tajdo? Tajdo, ja. Tajdo, ne? Tajdo najbolj, ne? Pol pa tako logaritemsko bi rekel. Logaritemsko. Tajdo, Jolando, pol je mama, foter pa niti sploh ne vem, če ve, da uporabljam ta izraz. Ni pomembno. Ja, ni pomembno. Tako da ja, Tajdo pa Ker zelo on ima tudi tebe za sekundarno družino. Verjetno. Verjetno, ne? Ja, to je on mulc iz moje sekundarne družine, ja, on si ne misli, kaj si hoče. No, v glavnem, če se vrnemo nazaj k ribam, ne? Ja, no, torej ja. Anja ima ful rada ribe. Ful. Pripravljene na takšen ali drugačen način. Jaz osebno pa ful nisem maral rib. Ne? Zdaj pa, če že moram jaz ribo jest, ne? Pač ponovadi je tako, da jaz v gostilni ne bom jedel cele ribe, ker razen, če mi jo ne bo Anja spucala, ne? Aha, se pravi, gre riba najprej čez Anjo, Anja jo spuca česa. Ja, kosti vendar. Ja, ne vem, mogoče s prtičkom gre čez njo, da ni kuharjevih prstnih odtisov na njej. Ja, to me ne moti, ne. A to te ne moti? Pač kosti, ne, da ven, ne, ker najbolj pomembno je to, da riba je brez kosti, da jaz lahko normalno v miru pojem. Jaz rad jem v miru, medtem ko jem, imam rad mir. Ti si ko ene vrste pes, ne? Ja, ne. Sada tudi ne smeš motiti. Tako, ja. Rad uživam v hrani in rad jem brezskrbno, ne. Če pa vem, da tista riba ne očiščena, to ne bo, ne. Ni eno, ne drugo, ne tretje. Ker moram ves čas paziti, da se mi koščica ne zatakne, oziroma s tistim prebiranjem porabim toliko časa, da sem pol po kosilu še bolj lačen, ne. Tako da... Ker ti je toliko energije požrlo to pukanje teh kosti ven, da si v bistvu več kalorij pokuril, kot si jih dobil not, ne. Ja, sploh možgansko, ne. Ja. Možgani so ti bili na ta strah je od zadnje, ne. In zato, ne, pač, če bom jaz ribo jedel od zunaj, bo pač Anja spucala, ne, pač izkoščičila. Doma pa pač Anja reče, ok, bom spekla ribe, sem jaz ne bom pulila ven kosti, ne, pač v surovi ribi, ne. Jaz pa, ker želim v svoji hrani uživati, si pač zdaj vedno vzamem čas, cirka pol ure do 45 minut, odvisno koliko filejev je, ne, in vzamem Anjino pinceto za obrvi. Čakaj, mi zdaj govorimo ne o ribi, mi govorimo o ribjem fileju. O ribjem fileju, tako. Ribji filej nima kosti. Aha, ja. Ja, to je pa največji problem, ne. File, pač file česarkoli, ne, naj bi pomenilo, da je to očiščeno meso brez kosti. Ampak, če greš ti kupit v trgovino ribji file, rdeče postrvi šarenke, na primer, lahko tudi kjer druge, nažalost temu ni tako, ne. Ja, ampak je pa blizu. Pač tisti file pač v tem smislu, da je pač ena šnita mesa, ne pa da je izkoščičena. Aha, ampak ni nič izkoščičena. Je, ne, pač, mislim, una hrbtenjača pa tisti je od zunaj, ne, ker je pač, ker je šnita, ne. Ampak noter v fileju so pa kosti. In ti praviš, da v fileju ne bi smelo biti. Ja, po moje, no, tako si jaz predstavljam ta svet, ne, da pač file je pač brez kosti. Tvoj svet je razkoščičeni file, ne. Ja, to je pač ena dimenzija, ne. Aha, to je ena dimenzija, ok. Druga je pa čas. No, kaj jaz pol naredim? Vzamem si čas, cirka 45 minut do 1 ure za 3 do 5 filejev. Ok. In Anjino pinceto za obrvi. Ok. In potem se pač usedem za mizo in pulim tiste kosti. Evo, prihodnost je tukaj. Današnjo oddajo namreč podpira pravi izdelek prihodnosti. VR Box, očala za navidezno resničnost, narejena iz ekoloških materialov, ki lahko vaš telefon spremenijo v pravo znanstveno fantastično izkušnjo. Vsem, ki ste se pred izidom oddaje naročili na mailing listo, VR Box podarja 20% popust na svoja očala, enemu srečnežu pa bo ta očala kar podaril. Več o VR Box si poglejte na www.virbox.eu.
ko si ti mi opisal prvič to zgodbo o tem fileju, ne, sem razmišljal, da ti dejansko imaš, tako kot si rekel, ne, si človek, jaz sem rekel, da si človek absolutov, ne. In kot tak se mi zdi, da imaš ene predstave o tem, kako ne bi ta svet deloval, ki bi mogoče drugi ljudi kar precej presenetile, ne. Ker mogoče se ne zavedajo, da živijo trenutno v zmoti, ne. Točno to! Jaz predlagam, da bi to bila ena taka redna rubrika, ker takoj, ko sem ti to rekel, ne, sem predlagal ime Ribja kost, ne, da bi bila to ena rubrika tega podcasta, kjer bi imel Tine priložnost, da stopi na svoj stolček in pove širnemu na svojo pručko in pove širnemu svetu, kje se ta svet moti. Hvala, res, ker jaz, Klaj, na tem mestu, Rok, bi se ti rad zahvalil, da si me povabil v ta podcast, ker to je v bistvu nekako zdravljenje mojih frustracij, ne. Takoj, ko sem predlagal to rubriko Ribja kost, sem na Slacku odprl kanal in tip je imel že po 5 minutah 20 predlogov, kaj vse bi lahko napisal, povedal na to temo, tako da nedvomno ta tema bo kar živa. Zdaj, naslednja rubrika, ne, se pa nanaša na tebe, Rok, na te. Pač, da se navežem, ne, ti si rekel, da imam jaz ful pošlihtano v glavi, pa tako, ne. Ja. To ne vem, ali bi se strinjal ali ne, v bistvu vsem, zdaj v tem trenutku. Ja. Okay. Vem pa, da bi rad imel pošlihtano pač tako v lifeu stvari. Rad bi imel urejene. Mogoče nekateri vidijo, da jih imam, ampak sam sem pa totalno nezadovoljen. Zato pa tebe občudujem, ne. Vse to, kar mi predstaviš, ne vem, če je pol res, ne? Zelo si nagnjen k optimizaciji življenja. In v tvoji rubriki bova pa pač govorila o optimizaciji življenja in predvsem o različnih appih, različnih načinih, metodah, kako si kako stvar olajšati, prihraniti čas, ne? In mogoče uživati v drugih stvareh, ne? Ker vedno mi predstaviš en nov app, ne? Čist vedno, se mi zdi, ne? Zdaj, moja punca me ne razume glede teh stvari, ne? Sploh me ne razume. Ona misli, da sem jaz skrajno obseden z redom in da ne morem živeti brez tega reda. In zato, da si optimiziram stvari, ker v bistvu rabim nek proces, skozi katerega grem, ker drugače se mi bo kaj zmešalo ali nekaj, ne? Jaz sem len po naravi, jaz sem strašno len po naravi. In ker sem tako len, rabim sisteme, ker imam pa strašno željo po določenih stvareh, ne. Če hočeš biti kreativen, če hočeš biti ustvarjalen, rabiš imeti nek proces, ki rabi biti stalen, ne. Ljudje mislijo, da pač kreativnost je nekaj, kar pride samo od sebe, ne pride samo od sebe, ti moraš fejst garati za to kreativnost. Ko se ti vržeš v neko rutino, si bolj kreativen, ker če ti vsak dan pišeš, čeprav ne boš vsak dan dober pisal, ne, boš takrat, ko boš dober pisal, boš boljš pisal, zato ker si vsak dan vadil za tiste dneve, ko boš dober pisal, ne. In to je to, kar sem pač ugotovil že davno, ne pri pisanju, pri drugih stvareh in zdaj pač upeljujem v vse kotičke svojega življenja in probam tam izcuzati čim več iz čim manj časa. No. To je nekako moj osnovni cilj. Zato, da imam še vedno pol čas v tistem dnevu, kljub temu, da sem pisal scenarij za novo gledališko predstavo, si pogledal en seminar o pisanju, da sem naredil ono, tretje, četrto, da poleg vsega tega imam še vedno časa 2 ure zabijati na YouTubeu. To sem si svoje lastna pravila naredil. Se pravi, če bi cel dan ne delal, je itak neuspešen dan, ne? Seveda, ja. Če bi pa cel dan delal, je pa spet neuspešen dan. Je čist isto neuspešen. Seveda, zato ker si dan vrgel v opravila, ne? Ni fora, da pa glih pišeš zaradi tega, ker ti to paše, ne? Vse dobre stvari v življenju so težke, ne? Ja. In zdaj, če je pisanje dobro zame, potem je nujno tudi težko. In če je nekaj težkega, to pomeni, da bo bilo dobrega feelinga pa tem mogoče 10% časa. Ne? To je tako kot pri telovadbi. Se ne uživaš vsako sekundo, ko telovadiš. Ne? Uživaš na koncu, ko pride do rezultata. In medtem, ko se usedeš tam pa tipkaš, je
je naporno, ne? In zaradi tega rabiš to rutino. In to rutino stalno rušim, vsak dan jo rušim. Danes nisem še nič napisal, ne? Pa bi rabo, ne? Danes dopoldne bi rabo, ampak sem rabo imeti en nujen sestanek in se za tega prestavil v pisanje. Ne? Kar se pa tiče optimizacije, no, če gremo na to temo, kak mesec nazaj ali nekaj takega sem se lotil ene obširnejše optimizacije svojega lajfa. Jaz sem zdaj ene 6-7 let že fural en in isti sistem, da sem vedno nosil s sabo zvezek, v katerem sem imel na zadnji strani narejeno to-do listo, sem noter napisal, pod kakšno prioriteto je ena naloga, pa koliko časa mi bo vzela. In prejšnji mesec sem se lotil, da sem šel iz te fizične to-do liste, ki sem jo ves čas pisal, in sem šel prvič na digitalno. Ne? Ker sem spoznal eno aplikacijo in veliko sem jih sprobal vmes. Jaz sem ves čas iskal, če mogoče obstaja kakšen drug sistem. Ne? Ampak vsak sistem je bil slabši od tega, ki sem ga že imel. Ne? Sem gledal, ko ima Google tiste svoje Google Tasks, za nič. Sem probal na Outlooku taske si delati za nič. Sem probal Wunderlist, ni dovolj dober. Na Evernotesih si delati naloge, ne gre. Nič od tega ni bilo dovolj dobro narejeno. In potem mi je kolega David predstavil Todoist. In Todoist je bila pa prva aplikacija, ki ima pa vse, kar sem rabil. Res. Ima možnost, da daješ nalogam prioriteto, ima možnost, da daješ nalogam datume. Pri Todoistu mi je všeč, ker imaš zelo tak human language uporabljajo. Lahko napišeš noter si task, napiši ponudbo za to in to podjetje. In si pa sem na koncu napišeš tomorrow. Ne? In ko pritisneš enter, bo on dal v tvoj Todoistov koledar za jutr. Danes ti ne bo nič odštetil s tem. Nikjer ne vidiš tega, ker imaš default view, je today. Ne? In ti ne teži z jutr. Jutr bo bilo jutr, jutr ni danes. Ne? Ja, sem mlad, pač bi izbral datum, ne, za jutri. Ja, problem je, če ti preveč odločitev človeku daješ. Ne? Fajn je, da so stvari čim bolj avtomatske, da čim manj odločitev sprejemaš v trenutku, ko rabiš samo si zapisati misel. To je res. Edino, tukaj imamo en problem Slovenci, ne, oziroma vsi na angleško govoreči narodi, da pač tomorrow, ne, to že moraš pač po angleško napisati. Ne. Zakaj pa ne napišeš vsega v angleščini? Sam TOM, pa bo že zaznal, ti bo že v barvu. Aha, to je... imaš autocomplete. Ja, ne naredi ti sploh autocomplete, ampak veš, Tom, aha, ok, to je tomorrow. Ko klikneš enter, ti bo že dal. V tomorrow veš, da bo naredil. Najlažje je za taske, ki jih moraš danes narediti, napišeš today. Ne? Today je tudi taka lušna zapisana. In tudi to se mi zdi pomembno, da recimo task, ki ga nisem uspel danes narediti, ne? Še vedno je tam v today, ne? Konc dneva je. Ne? In vse, kar rabim narediti, da prestavim na naslednji dan, je, da kliknem na task na desni in je tam zelo blizu en gumb next day. In zgine, je ni več. In zdaj, če bi pogledal moj Todoist, je se razrasel ko ena divja zver, ki, ko sem ji enkrat dal prostor, da lahko divja, se je zgodilo nekaj neverjetnega z njo. Jaz imam full enih projektov zdaj narejenih, imam posebej Todoist project file sam za rutine, ki jih imam vsak dan, ki jih opravljam, imam posebej project za taske, ki jih moram opravljati, imam posebej project za counterje, to je ena zanimiva stvar. V Todoistu si lahko delaš projekte, ne? Default ti vse meče v inbox. Inbox meni ni bil všeč, ker je inbox in mi čudno zveni. In zato sem si posebej naredil project tasks, kamor si dajem vse naloge. No. Danes, jutri, čez 3 tedne in tako naprej. Pa imam poseben project weekly, kamor dajem noter samo stvari, ki jih moram vsak teden opravljati. Ne. Ker ti lahko daješ taske, ki so recurring tasks. Napišeš noter pisanje scenarija every day in ti bo vsak dan dal kot task. Ne. Če ga ne obklukaš tiste dnevu, ga lahko skip next day, pa boš naslednji dan ga imel. Ne. Dvakrat. Ne, samo enkrat. Ne. Če imaš every day. Ja, vem, preskoč ga. Če ga ne obklukaš danes, ti bo sicer jutri pisal, da je bilo za včeraj, ampak če pa ti daš skip day, ne, razumeš, ti bo šlo pa v today, ne, ti bo pisal, kot da nisi nič zamujal. Ne, to je v redu, zato ker ti pol ne teži. Ne. Nekaj zelo ključnega glede to-do liste je, da ti ne sme težiti, ne sme ti dajati občutka krivde.
3 dni po tistem, ki ti bo dajalo občutek krivde, je ne boš več pisal. Ja. Ker se izogibaš stvarem, ki ti dajo občutek krivde. Ne? In zato ljudje nehajo to-do listo pisati, ker jo pišejo na tak način, da sami sebe kregajo. Sebe v prihodnosti nadirajo, kako to, da še tega nisi naredil. In sploh za neke pomembne taske pa dajo 15 klicajev zraven. In pol tega ne narediš. Ker si težil prek to-do liste. No in kaj je ta counter? No, counterji so pa poseben projekt, sem si naredil samo zato, da si štejem rutine. Ker kaj je rutina? Rutina je nekaj, kar ti prije v navado. Ne? In da ti prije v navado, v ogromno knjigah prebereš, da rabiš, eni pravijo 30 ponovitev, eni pravijo 40, eni pravijo 60 ponovitev, ampak definitivno veliko ponovitev, da ti prije v kri. Ne? Definitivno, če hočeš ti neko stvar spraviti v rutino, da jo boš vsak dan delal, rabiš ti tokrat in tokrat ponavljati. In zato sem naredil poseben projekt Counters, kjer si noter štejem svoje rutine. Če sem uspešno tisto rutino, ki jo imam ene par rutin v dnevu, če sem jo uspešno opravil, si jo obkljukam tistem dnevu. In šele, ko bom prišel do 40, bom vedel, da sem rutino uspešno si vsadil v možgane. Ne? Se pravi, pač ta tvoj to-do-list je ful zdaj razširjen. Vsi se je razcvetel. Not bova dala tudi sliko, ladava. Veš kaj, bom dal svoje rutine, ker imam več teh projektov. Bom dal rutine, ker imam jutranja rutina, dnevna rutina pa večerna rutina. Pa bom probal nekako to vse v eno sliko dati. Če bo bila pa kakšna taka bolj ifi, bom pa sem tam zbrisal ven. Okay. Preden smo začeli tale podcast snemati, sem bil na pošti in sem bral v bistvu tiste reklamne prikazovalnike. Kao, ali ste vedeli? Ne? No, in ali ste vedeli, da že 4000 let nismo udomačili nobene živali? Zanimivo. To me je tako zelo zanimiva stvar. Si bral kdaj knjigo Puške, bacili in jeklo? Nikoli. No, to je taka knjiga, ki razlaga, zakaj je zahodni človek tisti, ki je zavladal v svetu. Mislim, nismo rasista, ne? Vemo oba dva, da belc ni nič boljši v nobenem oziru od kjerkoli druge rase. Ne? Če pogledaš na različne kontinente, večina udomačenih živali prihaja iz ene določene populacije živali. Ne? In ko so probavali druge živali udomačiti, jih niso uspeli, ker niso imeli določenih teh genov, kaj noter, ki so pač tak. Kle moram dodati, a si gledal od CGP Greya, zakaj zebra ni konj? Ne, nisem gledal. In glih, v bistvu to mislim, da mora iti kle pod šovnovce. Kle on zelo dobro razloži, katere 4-3 stvari na to-do listi, ali lahko jaz udomačim to žival, pač ta žival mora imeti. Ne bom jih zdaj našteval, ker se ne spomnim jih, ampak ful dober video. In tudi razloži, da dejansko zebra pa konj, pač, meni osebno je to, bi rekel, to je eno in isto, pač, zebra je vrsta konja, ampak on razloži, da to sploh ni res. Ona dva sem zgledata, ista. Ker konji so zelo pač socialna bitja, imajo neko hierarhijo, zebre pa ne. In tukaj je že ta glavna razlika. Ja, no, v glavnem, ko vse to zveš, ko slišiš vse te argumente, pol ti ni več presenetljivo, da nismo udomačili nobenih živali. 4000 let. Ja, ker smo jih že udomačili vse, kjer smo lahko, druge pa nimajo teh pogojev danih, da jih udomačiš. No, CGP Grey pa glih govori, da pač zebre ni šanse, da jo udomačiš. Ja, ne moreš je, ja. Zakaj Afričani niso prišli iz Afrike ven na zebrah? Ker se jih ne da pač udomačiti. No, Rok, kaj si se pa ti naučil? Lani sem pisal eno gledališko predstavo Ikarus in ko sem pisal Ikarusa, sem imel eno težavo z enim likom. Da me je težava, ni bila težava, presenetil me en lik. En lik sem pričakoval, da bo bil manj pomemben, kot je bil en Herr Richter. Želel se je več izražati, kot sem mislil, da se bo. In ker naenkrat je iz tega lika, ki je še vedno sicer stranski lik, je rato en pomemben stranski lik, ki je zelo velik prinesel k sami zgodbi, zelo en tak močen, moralno zanimiv lik je to. No in zdaj letos pišem novo predstavo, Feniks, ki je neke vrste nadaljevanje te predstave, govori o drugi svetovni vojni.
In tle noter je znova en lik, ki me je presenetil. Ne? Spet tokrat neka ženska, ena Olga, ki je precej bolj gobčna in precej bolj dominantna, kot sem pričakoval, da bo bila. Izredno zanimiv lik mi je trenutno, uživam v pisanju njenega dialoga in ko sem začel pisati ta prizor, ki zdaj delam na njem, kjer ona ful pride do izraza, najprej mi je bilo tako, ker sem pričakoval, da bo zgodba šla v eno smer, pa gre zdaj v drugo smer, sem se upiral temu, ne? In sem pisal proti temu, ne? In ona je ves čas se bojevala, da bo pač dobila ti svoj prostor pod soncem in se mogel brisati in na novo pisati. Ker je vedno narobe rekla, ne? Vedno je na drugačen način se skupaj speljalo, kot sem pričakoval, da se bo. In jaz mislim, upam vsaj, no, da sem se zdaj končno naučil, da pač, ko oni hočejo nekaj povedati, da jim pač pustim to povedati. No. Oni hočejo nekaj povedati, ti bi rad nekaj drugega. Kaj zdaj to pomeni? Oziroma, kakšna je razlika med tabo, kaj želiš, pa med onimi? Ne? Oboje sem jaz. Ja, saj zaradi tega. Ja, vem, kaj hočeš povedati. Ampak, jaz si v bistvu to tako razlagam, da pač ti, ko s tem, ko rečeš, so mi začeli govoriti, ne? Ja. Pač v bistvu s tem hočeš povedati, da si ugotovil, da ta lik lahko na drug način uporabiš. Ja, no, je bolj organsko, ne? Ni tako... To je malo umetniško, ne? Ha? Ja, daj priznaj. To mi zdaj zato govori, ker pač ve, da sovražim besedo umetnik. Mogoče je malo. No? Pač definitivno ne moreš tega dati v neka stroga pravila. Ne? Ja. Ker pač so zelo neabsolutne stvari so to, ne? Ne premika se v absolutih in zato ga moraš prepuščati s tem stvarem. Ja, v tem oziru je to umetniško. Ja. In pač moraš in zato rečem, pustiš likom, da govorijo. Ker pač dejansko tako je, tak občutek je. In to sem prvič občutil na faksu v drugem letniku, ko smo rabili pisati scenarij za kratki film, ki je potem kasneje nastal ta Gastarbeiter short movie. Je bilo prvič, ko sem imel deadline, sem imel naslednji dan zjutraj, že skoraj 3 mesece sem imel isti osnutek zgodbe, iste like narejene, imel sem pa samo en prizor od, se pravi, 2 minute, 15 do 20 minutnega filma sem imel napisanega. Naslednji dan zjutraj, oziroma naslednji dan ob 3 popoldne je bil pa deadline za oddati scenarij. Nič še nisem imel napisanega. In ker sem imel tako ozek deadline, kar by the way veliko ljudem priporočam, da pač si naredijo ozke deadline za stvari, ki so fejst pomembne, ker te prisili biti izredno inovativen. In potem sem takrat celo noč bil in the zone za kompom in sem sam pisal. In ko sem bil tukaj fokusiran, so kar naenkrat, prvič sem to doživel, da so liki sami začeli govoriti. Itak, da sem jaz tipkal na tipkovnico, ne? Ampak ni bil občutek, da jaz tipkam zavestno, zdaj bo pa on to rekel, pa bo pa on to rekel, ampak se je naravno odvijal dialog, ker sem pač toliko časa razmišljal o teh likih, da sem jih poznal in so pač liki začeli govoriti med sabo. In se pač odvijal scenarij. Za takrat, za to, da sem prvič napisal scenarij, sem bil presenečen na tem, kaj sem realiziral v tako kratkem času. In liki so govorili. Cool. Sej, mislim, se štekam, sem hotel še malo bolj absolutno to razumeti. Ja, no, okej. No, to sem se naučil, no, da moram končno pustiti. No. Da se ne smem bojevati več. Moj primarni plan ni pomemben. Pomemben je, kaj bo zgodba sama povedala. Ker liki so zanimivi, postavljeni so dobro, imajo neke določene poante in bojo že povedali. Sej je v bistvu ta go with the flow, ne? Je to v bistvu neka filozofija. Pač jaz sem to tudi opazil pri sebi, ali v firmi, ali v vsakdanjem življenju, ali kakorkoli, ne? Da pustiš, da se stvari same odvijajo, oziroma da jim pač pustiš neko njihovo naravno pot, ne? Oziroma da delaš po občutku stvari. Kak se ti zdi, da je prav, nekako ti razumsko misliš, da je najbolj prav, ne? Čeprav jaz zelo pač hočem v absolutih razmišljati, največkrat vidim, da se mi najbolj stvari naredijo, ki jih naredim pač po občutku, oziroma nekako intuitivno ali pa po instinktu. Ja. Takrat se najboljš v bistvu odločim. Sploh sprejemanje težkih odločitev. Ja, sploh težkih, ja.
Kaj tukaj zdaj zaključimo? Ja, nekako moramo zdaj priti do konca. Kako zaključimo? Voda nisva nekega imela, ne? Ne. Zaključek. Lahko bi kar pač utihnil, ne. Sinapsa je podcast, ki izhaja prvega v mesecu. Naročite se nanj preko mailing liste na spletni strani www.synapsa.io ali preko RSS feeda ali pa nas poiščite na iTunes. Avtor intro glasbe je Katapulto, avtor zaključne špice pa Channel Blocker. Z vami sta bila Roksanda in Martin Blazinšek. Jejte veliko oreščkov, baje, da so dobri za možgane.